Čeprav so v preteklih dneh na geodetskih upravah v Ljubljani in Kopru zabeležili dolge čakalne vrste, v Mariboru večjih težav ni bilo. Tudi ni bilo neke posebej slabe volje, mi smo pričakovali, da bodo ljudje bolj nezadovoljni, pa dejansko po telefonu, jaz tudi recimo po telefonu, praktično ne vem, minimalno, da bi bila neka slaba volja. V glavnem se vse nekako uredi. To pa ne pomeni, da s podatkovnimi zbirkami o nepremičninah težav ni. Težave so v tem bile, da tisti, ki si prišel, jaz sem jim dal pogodbo pa vse, ampak so zdaj čisto drugi podatki kot noter. Poleg tega sem dobil en objekt, ki ga sploh noben ne pozna tam v bližini. Ker nisem pisan v zemljiško knjigo, mi niso poslali obvestila, ko sem pa 33 let na tem naslovu, sem plačeval prispevek za mestno zemljišče, sem ga lahko redno plačeval, zdaj se pa vsi bedaka delajo, zdaj pa hočem imeti mojo kupoprodajno pogodbo, čeprav jaz tukaj živim na Koroški 59 že 33 let, pa se vsi delajo norega. Svinjarija na Viški. Babica umrlo so nam napisali, gore 68 leta je umrla. 40 let mrtva mama, pa še jo imajo to v arhivi. Občina Lenart je napisala na nas tisto lastništvo, kjer ni našo. Na mariborski enoti geodetske uprave opažajo, da ima sistem vrednotenja nepremičnin številne pomanjkljivosti. Ker se podatki zbirajo iz različnih baz, pogosteje prihaja do napak. Problemi so se pojavili tudi pri zbiranju podatkov na terenu. Nekaj je bilo, da na strani popisovalcev, nekaj na strani lastnikov, pač ni dovolj resno bilo vzeta cela stvar. Potem so pri samem zajemu teh podatkov, ker je pač šlo za optični zajem, se pravi skeniranje teh popisnih obrazcev. Če je samo ena številka bila recimo slabo napisana, je to že optično se napačno interpretirali. Če imate težave z lastništvom, se morate na geodetski upravi zglasiti osebno. Preostale napake lahko uredite prek spleta, telefona ali pošte. To lahko storite še do 25. novembra.